Gledate oddajo Klepet ob kavi. Kjer ima večga? Pa moja, rečemo, da je moj večji, no. Tvoj je definitivno večji. Tvoj je tudi lep. Ja pa i. Lepa stavba. Čeprav jaz ne maram, da me ljudje potrebujo. Jaz tudi ne, vsak pride, pa kar takoj Moraš z roko gor. vprašati. To je nekaj čisto intimnega, ne Ja, moreš vsak. ne, tak. Izvoli se vsest, hvala. lepo, počasi se dejva. Imam posnetek, koliko sva dobro zgledale par mesecev še prej? nazaj. Ja, par mesecev nazaj, koliko sva bile vitke v pasu. Pa res to v obrazu tudi malo bolj. Lej, to Ja, mislim. Ha? Ha? Ja, ne, kaj pa zdaj pa nosiva eno življenje. Ja. Dejansko, koliko ene 2 meseca bava razlike, a ne? Nekaj tazga, ja. Nekaj takega. Ja, mislim, da 2 meseca. Jaz sem zdaj še 1 mesec do roka. Bravo. Tako da sem še kar, kako naj rečem, aktivna. Zdaj nekako se poskušam malo še umiriti, da se ta mesec pripravim, zadnji mesec pred porodom. Drugače bi pa lahko bila skozi kar na odru, pa okrog, pa. Ja. Ampak moram se malo umiriti. Ampak na zadnje, ko si bila pri nas, takrat nisi bila še noseča, ne? Ne, takrat nisem še. V bistvu, takrat sem bila pri tebi, da smo predstavljali album Ja. in v roku 1 meseca po albumu sem zanosila. No, vidiš, to so Ja, te ja. energije tlele, ki imamo Ja, mi, ja, ne? seveda. Ja, vidiš, kako lepo. Tale album Pise si dejansko Ja, ja. predstavlja takrat in evo, super. Povej, kak je bil štart nosečnosti? V bistvu prvo sploh nisem vedela, potem sva naredila test in je pokazal pozitiven. Res sem imela srečo brez slabosti, brez nekih komplikacij, tako da res imela sem občutek, da nisem noseča, kljub temu, da sem bila. In res tako srečo, koliko imam jaz pri nosečnosti, nima vsaka, no. Tako da res brez slabosti lahko pijem, jem, nastopala sem zdaj do zadnjega, vozim se z avtom okrog, normalno funkcioniram. Tako da ja. Koliko sem ti favš? Ja. Ti nisi imela take sreče, ne? Ne, jaz sem skoraj umrla, ta drugi, pa tam od enega pri 5., 6. tednu se mi je začel slabosti take, vuf. Jaz sem čakala, kdaj mi bo slabo ali pa če bo karkoli šlo narobe. Ja. In ni bilo nič od tega. Kaj pa trebuh si mažeš? Ja, vsak dan. Vsak dan? Ja, proti strijam. Ja. Imam eno kremico, tako. Ja, super. Ja. Jaz sem tudi iskala kremico, pa veš, da sem jaz kar konkretno pahnjena na te zadeve, da mora biti ekološko, pa uno, pa tretje. Ja. In mi je prijatelj naredil mešanco. Okej. Ja, Super. in evo, mama maslo sem polje s tole rekla, ker lahko imaš pol kasneje še za prsi, pa za otročka, za masažo dojenčka to je super. in te scene, tako da evo, zate je tudi naredil. Res, hvala lepa. Ja, meni je ful fajna tekstura, tako da boš videla, če ti bo dejansko fajn. Ker jaz se res 2krat na dan, enkrat minimalno, no? Ja. 2krat pa definitivno. Super, hvala. Bomo sprobali, seveda. In kako gledaš na nosečnost kot tako? Jaz gledam kot na čarobno obdobje, ki je pa vendarle polno pasti. Ja. V bistvu jaz gledam na samo celo, tako če povzamem svojo nosečnost, nekaj res lepega, čudovitega, nosim eno življenje v sebi, nekaj se v mojem telesu dogaja in v bistvu kmalu bom dobila novo življenjsko vlogo, biti mama in... Pa se že zdaj si mama. Ja, na nek način, no. A nisi tako, kar rečejo, ja, ko se ti otrok rodi. Pa veš, koliko je skrbi že prej. Ne vem, jaz zdaj vidim, če se preveč premika, me skrbi. Če se premalo premika, me skrbi. Ja, to tudi jaz. Se usedem v dnevno sobo, tako, pri kosilu je ful aktivna, se usedem, pa nič. Zakaj se ne premikaš? Kaj delaš? Se že pa začnem spraševati. No. Ja, sej, itak smo že zdaj ful skrbne pa vse, ampak pa bo pa malo drugačno. Res ful se veselim že, ko mi čakamo doma. Koliko se ti zdi, da si pripravljena od 1 do 10? 7. Ja? Ja, nisem še. Zdaj sem še ta mesec, rekla si bom da si vse doma pripravim, pa tudi, da se malo umsko pripravim na porod in vse to. V bistvu, ful nisem človek, ki komplicira. Da bi zdaj, dosti zgodbic o porodu sem že slišala in ne bom se s tem obremenjevala. Tisto, kar pa če mi je namenjeno, tako bo vsaka je že rodila. Tako da, ne. Ja. To To tudi jaz slišim, ampak pa rečejo, ampak pa pride do tega, je pa drug nivo. No, bomo videli, ja. In so mi pa že svetovali, če je možnost karkoli dobiti proti bolečinam, kar vzami.
A to so ti rekli? Ja, da pa bolino. Aha. Tako da, zdaj bomo videli. Ja, bomo videli. A veš, pravijo, da je bolečina. Ne bom šla v to temo. Eno knjigo ti pa vendarle ful priporočam, čeprav zdaj že verjetno malo bolj pozno. Od Ina May Gaskin, kako se že reče, neki childbirth varianta scena. Tis mi je v bistvu ful odprl oči glede poroda, ker... Zdaj bom si pogledala. Ja, prebrala. tam je dejansko bila tak najbolj zaradi tega, ker si noseč, se mi zdi, da te bombardirajo z vsemi zadevami. 100 informacij, ker preveč se mi zdi. Ne vem, ti si kaj, jaz nisem na forumih, ko vsi pišejo, pa ne vem, glede dojenja, pa glede... Škoda izguba časa, se mi zdi. In pol res greš na to, zdaj sva trenutno v šoli za starše, da par stvari zveš o porodu, o negi dojenčka, o potem sami negi same sebe po porodu in tak naprej. Ampak tako, ko že poslušaš 100 različnih informacij in se pač moraš skoncentrirati, koga zdaj poslušati, ker če ne je preveč informacij naenkrat. Ja, totalno preveč informacij. Predvsem pa vsi imajo svoje mnenje. In vsi imajo, glih oni imajo prav. Ja, tako. Jaz sem se znašla, zaradi tega, ker zdaj v tem času snemam tudi mečkeno oddaje za naprej, zato da bom pač potem lahko prisotna. In mi to zasede kar konkreten urnik, pa še vedno rabim čas za počitek. In dejansko sem se znašla, veš, povabim take strokovnjake v oddajo, da pa še jaz kaj izvem. Januarja bomo imeli, takrat boš sicer ti že rodila, bomo imeli tudi za bodoče babice in detke in pripravo na porod bomo imeli, eno tako predavanje. Dajmo si kar pogledati, kateri so tisti aktualni dogodki, ki nas torej čakajo v tem, pa tudi v bistvu v naslednjem mesecu predvsem. Vabljeni na zvočno kopel za globoko celično sprostitev s terapevtskimi instrumenti, gongi, kristalne vilice, posode in še marsikaj drugega. Vabljeni torej na zvočno kopel. Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo, da smo sami. Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvareh, ki jih ne najdete na nobeni strani v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi biti in je izbran, da posreduje skrite informacije. Podpora nosečnici strani bodočih detkov in babic. Odgovornost in vloga babic ter detkov v prihodu vnuka, kje je tista meja med vsiljevanjem pomoči in dejanske pomoči mladi družinici, pa tudi pravila pri vzgoji doma in pri starih starših. Največje pasti ob prihodu prvih vnukov in vnukin in najlepše darila na predavanju 18. januarja. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjanu, kjer je res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjanu, vikenda za dušo. Res nekaj posebnega. Maja Založnik je danes v moji družbi skupaj, štirje smo danes, ne? Ja, danes smo štirje. Danes smo dejansko štirje. Punčka bo, to že vemo. To si htela zvedeti? Ja, v bistvu tako je bilo. Nisi si mogla pustiti. Jaz sem rekla, da nočem zvedeti spola do konca, da bo presenečenje. In moj Marko reče, ja, pa bom pa jaz vedel, kaj je, bom zvedel od zdravnice in boš ti gledala modre oblekce, bom pa jaz vedel, da je punčka. Kako naj zdaj to zakrijem oziroma ti ne povem. Tako da sem rekla, sem naredila kompromis in sva se odločila, da želiva zvedeti. In dvakrat na pregledu, ko sva hotela zvedeti, se ni videlo. Tako da v bistvu se je skrivala in pol v avgustu, ko je bil ta en večji pregled. Ta morfologija verjetno. Ja. In potem vprašala in reče, ja, gleda, jaja, punčka je. Potem sem imela po porodnišnici še en ekstra pregled, pa reče, a želite vedeti? Sem rekla, ja, sej sva zvela, da je punčka, pa tako, ja. Pa je tako, a je tako očitno, da je punčka, tako je, punčka je. Zato, ker to ni nujno, a veš? Ni nujno, ja. Pri mojemu bratrancu se je zdaj zgodilo, je tudi prejšnji mesec rodila, da bo punčka, tretja. In pol na koncu se je v bistvu ugotovilo, da je fantek.
Ni bil fantek na koncu. Ja, tako da. V bistvu, še vedno še preveri, ampak ja, je punčka, no, potrjeno. Tako da. Wow. Ja, jaz ne vem in tako bo načeloma Do tudi konca. ostalo. Ja, sej. Čeprav je pa moj oče sanjal in je rekel, in je rekel, to bo zikar to, kar je zelo nenavadno, ker on ne sanja. Aha, okej. Pa veš, da imam tukaj tudi take goste. Marjan Ogorevc mi je direktno povedal, je rekel, to bolj drži, kot kar ultrazvok. Pa skratka, dobila že ne par informacij, ampak bomo Kaj so ti videli. pa rekli, kaj so ti napovedali? Nič ti ne bom povedala. Aha, okej. Kakšen imaš pa ti občutek? Tudi ne bom povedala. Ker jaz sem od vsega začetka imela občutek, da bo punčka. A res? Ja. Se pravi, je držal. Ja, in tudi sva si oba želela. Sej to, če bi bil fantek, bi bila Ja. isto vesela, ampak ja, se nam je uresničilo, da bo punčka. Imaš namen bolj še kaj, pa to, kaj ene, ki grejo, to je prvi, a ne? Ja, za prvi, obe. ja. Eni pravijo, lej, pol čim prej naprej, da pol to... Vsi pravijo tako, zdaj pa mi da bi še enega imela, ampak ne vem, bomo videli, kako bomo tega prvo shendlali, Ja. pa pol naprej. Bomo videli. Sej, v bistvu, ne postavim si nekih mej do tega leta, moram imeti zdaj enega, dva, tri otroke. Ja. Ampak bomo videli, kako bo situacija, da bo vse ok. Ja. Pa še enega. Ja. Super. Kaj pa ti? Jaz, moje trenutno mnenje je, da je eden Dovolj. ali ena dovolj. Ampak, če bi potem recimo v drugo, bi mogoče midva precej potujeva in sva videla precej tudi držav in stan, kjer bi bilo zelo lepo tudi komu ponuditi drugo možnost, v smislu kakšne posvojitve, potem kasneje. Ampak zaenkrat, veš kaj, zarečenega kruha se največ poje. Vse to. Zato bom rej tih. Nikoli ne reci, nikoli, ne, tak nekak. Ja. Kako je s temi zadevami pa to? Mislim, jaz nisem še bila v tem šopingu, dejansko sem se samo na začetku pozanimala in sem videla, da je tle tudi ogromno pasti. Ti si nabavila stvari, dobila stvari. Ja, v bistvu večinoma, kar se tiče za obleč, teh bodijev in tega, sem vse dobila od prijateljev iz Maribora in sem jim ful hvaležna, res. Potem mam je kupila Kinder Pet, potem malo smo si razdelili te neke osnovne stvari, ampak ostalo pa se mi zdi, kako greš te centre za dojenčke, to ti lahko vse ti prodajo, vse bi lahko kupil. Ja. Ker dejansko vedo, da boš za svojega otroka vse najboljše vzel. Vse, tako. Ampak potem pa malo pregledaš ceno in te od vozekov do teh avtosedežev, to res ogromno stanejo te stvari. je noro. Vse ne, da nimam, pa da ne bom dala za otroka, ampak zakaj bi dala 500 € za avtosedež, če lahko najdem podobnega za malo Ja, pa manj nekdo ga je denarja. uporabil, pa ga ne rabi več, halo, Tu zakaj sva pa kupila ne? vozek, sva kupila rabljen od znancev, tako da zakaj bi mogli vse novo kupiti. Ja. Itak je to, v bistvu, da se kroži, čim bolj kroži. Ja, se strinjam. Ni pa povsem. pokvarjeno, sej drugače ne bi prodajali oziroma Ja. ne bi kupila. Tako da tudi sem dobila posteljnino, gli sem včeraj prala. Tako da ja, To so lepi občutki. res, ja, zelo. Saj prav se veselim zdaj v tem mestu, da si vse pripravim, tako kot sem si zamislila. Lepo, full fine. Upam, da te ne preseneti prehitro. Tudi jaz. Kot sem ti že prej omenila, želja je, da pride januarja, ne, ampak ona bo se odločila, kdaj bo prišla na svet. Okay, v ta trenutek se lahko zgodi. Ja. Ja, jaz se samo, kar se igrač tiče, sem pa, veš kaj, gledala sem tole, da je dejansko največ odpoklicev, ker je nekaj strupenga, ker je nekaj preveč, ne vem, hormonskih motilcev in tako naprej pri igračah. Sem rekla, opa, pa še december je, vsi bojo neki, a ne? Ja. In sem dejansko res poiskala dva podjetja, ki delajo in fair trade in dejansko z ekološkimi certifikati. In sem rekla, lej, samo tole bom res, ker otroci še dajo to v usta. Vse v usta dajo, ja. In dejansko že preko kože v 6 minutah pride noter in gledam ful kolegic, ki imajo dojenčke, imajo zelo velike težave z alergijami, z vsemi temi zadevami. Sem slišala tudi. Tako da ja, se hočeš. Tako da evo, tukaj sta dva primera, povej, kjero bi imela. Eno ti dam. Lunica. Eno ti. Kjero lunico? Ja. Evo. Hvala. Tale lunica je narejena v Egiptu. Fair trade in ekološki certifikat dejansko iz ekološkega 100% egipčanskega bombaža.
Tako, da ima tudi zgodbo in v bistvu ful ženskam pol tudi pomagajo tem, ki jih v bistvu ne izkoriščajo Hvala lepa. za delo. Pa še tole imam za tebe. To je pa tudi ekološka. Ja, roza, ne zdaj zaradi tega, ker vem, ne. Aha, to. Jaz za sebe si je še nisem vzela, ampak verjetno, da bo krem, ne. Ja, da bo nevtralna barva. Da bo Hvala nevtralna. lepa. To imaš pač za čez ali pa, Za ne. spomin, lepo. Ja, Da jo taka. bo grelo, ko je v bistvu zimski otrok, jaz rečem. Imam tudi modro, veš, če se bo slučajno fantek rodil, ne, ker opcija je. Tudi se lahko zgodi. Ti imaš pa majico za mene, Ja, jaz sem pa za tebe, evo A je dosti majčko. velika? Evo, da ti ne bo prevelika. Ne, verjemi mi, jaz že od Žigata počas kradem majice, tako da tole bo Evo, super. to je naša od benda, Moonshine, majčka, za spomin. Super. Hvala ti lepa. Evo, Ja, celo hvala eno tudi majico tebi. imela, ki mi bo dejansko prav. Ker mi je mama od partnerja mojega mi je bundo posodila, zato da je lahko zaprem tukaj čez. Ja, sej. Ker Je to kar biti po zimi po zimi, pol moraš imeti, ne vem, toliko polovrov pa. Saj sem razmišljala, da bi kupila eno jakno, ampak sem glih imela eno jakno doma, ko sem imela nekako v mislih, pa mal mi je prevelika, pa ne bom jaz to nosila prej, zdaj pa tako prav pride, ker jo lahko direkt komaj zaprem in je to. Ja, vidiš, Ja. vidiš. Glih Tako prav da. cajt. Ampak nimaš pa tukaj v bistvu, če si po zim noseč, nimaš tukaj težav z zatekanjem pa tega, a ne? Ja, sploh nič ne zatekam, hvala Bogu. No. Tudi če zdaj sem imela nastope, 2 nastopa v štiklih, V vse ok. štiklih si dostopala. Ja, ne vem, ne morem v ravnih čevljah nastopati, tako mi je to v glavi. In mi sploh nič ne zatekam, malo so v bistvu noge potem zatečene, kljub temu, ampak ni vode. Tako da Ja. res se mi zdi, da imam kar ok linijo, no, Ja, lepa za si. ta mesec. Lepa Hvala si, enako. zelo lepa. Hvala, ker si opazila. Imamo eno fotografijo, koliko se lahko. Tudi jaz zaenkrat trkam, nič še težav. Leto Jessica Simpson. Oj, Jep, to pa je. Jep. In če si polet, ne, noseč, je dejansko to veliko bolj, tako da mi dve sva kar fajni čas ujele. Ja. Ampak je pa zanimivo, da pa nosečnicam v tem času nam pa ful primanjkuje vitamina D. Ga dodajaš? Ja, kaj dodajam, ja. Dejansko- Tudi sem malo sem slabo krvna, tako da tudi to moram še dodajati posebej. Ja. Drugače pa ni. Alge, vse verjetno alge ješ, ne? Ja, Alge so super, ja. 200krat več železa imajo kot rdeča pesa. Poskušam tudi z hrano uvažati v moje telo, no. Od rdeče pese pa sem dobila prav eno knjižico, kaj vse je treba. Poskušam, ja. je rekla. Ja. Poskušam! To mi je vse Ja. povedal. Drugač pa poglejmo si še seznam. Neja nam je pripravila, katere slovenske zvezdnice, ne, so letos postale mamice oziroma so zanosile. Iris Mulej, Merlakova, Potem Ana. Urška Majdič je tudi rodila zdaj. ja, Potem Lea Likar. Jaz sem zdaj opazila, ko sem jaz zanosila, da je, ne vem, 6-7 pevk nosečih. vse so ponavljale Ja. za tabo, jaz ti povem. Mislim, to je katastrofa na slovenski glasbeni sceni. Nekaj narediš in bolj kar ponavljajo za tabo. A ni zelo zanimivo, zdaj, ko smo obe noseči, jaz skozi vidim vozeke, dojenčke, nosečnice, samo to opazim. Prej pa nikoli. Ja, tako Ja, ponavadi tako je. je. ne. Isto, ko kupiš en avto, pa ga vsi vozijo. Mislim, Ne. kako lahko tukaj ponavljajo? Ne vem. Kako še se pripravljaš oziroma, ok, reka si šola za starše, Ja. itak, a ne? Koga boš dejansko poslušala, pol, ko bo enkrat prišlo to tvoje dete, to tvoja potencialno deklica na svet? V bistvu misliš na porod? Ja, Ali pa- ne, mislim tako, pol vzgoja pa te zadeve naprej. Ogromno sem, kar se vzgoje tiče, sem že oziroma prevzela od moje mamce, Melinde. Ja. Ona bo tudi z mano na porodu. O, super. Tako da nekako ona me je tako vzgajala in imam te neke njene, kako bi rekla, parametre in Ja. njeno razmišljanje. No, to, kar je na mene prenesla, Ja. kar sem jaz super izpadla in tudi upam, da vsaj pol tega prenesla na svojo hčerkico. Lepo, lepo. Tako da mi je kar lepo. velik vzor. Mene je pa malo zmotilo na začetku, ker vsi družinski člani tukaj skrbijo zate, da v bistvu kar strah na tebe pol dajo malo, ne? Pa ja, je kar pritisk, no, s strani cele familije. Recimo pri nas, mi dva Kaj delajo slabo vest, ko pa ne moreš na oder, pa uno, pa tretje. So ti delali kaj slabo vest? Pa niti ne, mislim, sem rekli so, naj se čuvam.
ker vejo, kakšna sem vztrajna in trmasta in se ne bom pustila in to v bistvu glasba je moja služba in moje življenje in to jaz sem in me ni doben kontra prepričal, ja, zdaj pa ne smeš, pa boš, da ne, zato kaj si noseča, kako dolgo se bom jaz dobro počutila, tako dolgo bom to počela. Odlično. In zdaj si Imam na vso finišu. podporo od družine doma. Odlično, to je pa zelo lepo. Ja. Hvala, Maja, da si prišla. Zadnji za trenutek povabilo. smo te ujeli. Ja. In evo, veliko nasvetov, veliko strokovnjakov, veliko uporabnih, koristnih nasvetov imamo na klepet.kavi.si tudi za nosečnice in dogodkov in vsega glede na to, da je to aktualno. Tako da preberite si, preglejte si, vsekakor so to koristne vsebine in povejte definitivno naprej, še mogoče tistim, ki so zdaj v pričakovanju.